Na idilično zasneženi Pokljuki smo obiskali prenovljeno počitniško hišico. Družina jo ima v lasti že drugi rod. Ta mladi so jo temeljito prenovili, pri tem pa sodelovali z lokalnimi mojstri in domačimi proizvajalci pohištva. Pokljuka je ena izmed naših bolj priljubljenih turističnih destinacij. V zavetju gozdov in pod mogočnimi vršaci se človek zares lahko odpočije in naužije svežega zraka. Danes si bomo v tem idiličnem okolju ogledali počitniško hišico, ki sta jo lastnika opremila sama. Mene pa seveda najprej zanima, kakšno peč imajo. Upam, da toplo. Ja, me zelo veseli, da je tukaj tako lepo, prijetno, toplo, domače. Ampak najprej me zanima, kako ste prišli do te hiške, take pravlične, v tem idiličnem okolju sredi Triglavskega narodnega parka. Ko sem bil jaz majhen, je en dan oče prišel domov in je rekel takole: zdaj bomo pa kupili nov avto ali pa bomo naredili kočo v idiličnem okolju. In seveda jaz kot otrok sem želel avto, mama pa je želela kočo v idiličnem okolju. In potem smo se odločali, ali bi imeli kočo na morju ali pa na Pokljuki, in uspelo nam je zgraditi to leta 78 in 79, še tik preden je bil sprejet zakon o Triglavskem narodnem parku, ki absolutno prepoveduje kakršnokoli novo gradnjo kakršnihkoli objektov. Aha, se pravi, hiška je že precej stara, če prav razumem. Je bila potrebna prenove? Tako je, hiška je bila potrebna prenove. Na Pokljuki so v resnici ekstremni pogoji, ki objekt še hitreje dotrajajo. Vedno je problem vode, problem barve in zaščite pred soncem. Zime so relativno hude in poletja so dokaj vroča in zato je bilo seveda treba hiško prenoviti. Tudi z leti se je teren spreminjal, tako da v bistvu tukaj vse je močvirnato in zadnjo piko na i pred obnovo je bilo to, da se nam je v bistvu zaradi sprememb na terenu, smo imeli težave s kanalizacijo in smo potem te inštalacije nekako morali obnoviti. In tudi prostori so bili narejeni še na ta star način, ko je bilo veliko majhnih prostorov in jo je to nekako vedno bolj motilo, ker se nam je zdelo, da je pač fino, da ko smo tukaj, da imamo čim več svetlobe in da prostor diha. Ampak sama ta obnova je verjetno, ker je v Triglavskem narodnem parku, še posebej zahtevna naloga. Verjetno to ni enostavno dobiti dovoljenja, verjetno je treba en kup stvari paziti, da so pač narejene tako, kot je treba. Teh zahtev je verjetno veliko. Seveda, tukaj ne samo Triglavski narodni park, tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. In vsak poseg v objekt, v zunanjost objekta seveda mora biti ustrezno prijavljen in seveda lahko pride na objekt tudi inšpekcija, ki preverja. Absolutno je prepovedano dograjevati objekte, prepovedano je povečevati okna in podobne stvari. In obnavljali ste ta objekt tudi na zunaj? Seveda, mi smo objekt obnavljali na zunaj, prekrili smo streho, prebarvali smo objekt, zajetje vode smo uredili in seveda notranjost smo tudi popolnoma renovirali. In katera zadeva je težja? Na zunaj obnoviti, da vse deluje tako, kot mora, da je vse po pravilih, ali z notranje strani narediti neko tako toplino, domačnost? Ja, največji zalogaj je bila notranjost, ampak ne zaradi estetike. Nekako sva imela z Iztokom zelo podoben okus in sva si predstavljala, da je nekako linija les, kamen in da se skozi to prepleta zgodba. Neko idejno zasnovo smo že imeli prej od arhitekta, vendar pri sami izvedbeni stopnji smo šli step by step, dejansko po korakih, da smo umeščali posamezne elemente en za drugim. Recimo tale kamin, ki je centralni del prostora, je polkrožen. Ko smo imeli narejen ta kamin, smo potem lahko šele kuhinjo natančno izmerili, da se je nadaljevalo v pult. Tale kavč je tudi, smo želeli imeti še en dodatni prostor za ležišče, tako da je raztegljiv.
vendar običajne dimenzije niso prilegale, tako da smo spet morali tudi si pomagati z posameznimi detajli, ki so jih naredili po meri, pomočjo mojstrov, ki so bili v bistvu pripravljeni nam pomagati pri takih delih. Omenila sta številne slovenske mojstre, ki so pomagali to hišico narediti tako, kot je. Jih je bilo težko najti? Niti ne. Jaz bi rekel tako, da v Sloveniji je težko najti dobre mojstre, ki razumejo specifike, lokalne specifike, in Pokljuka je res specifična. Marsikdo dela okna in vrata, vendar ne uporablja primerne barve za tako ekstremne pogoje. Marsikdo dela peč, vendar ne razmišlja, kako bo ta peč delala, ko bo -30 ali pa -35 stopinj. Tako da dobre mojstre je pa težje bilo najti. Ja. Vodilo obnove je bila praktičnost uporabe, prilagojena sodobnemu načinu bivanja. Ena izmed bolj praktičnih rešitev je zagotovo daljinsko krmiljenje ogrevanja, kar omogoča, da je hiša ob prihodu lastnikov vedno prijetno topla. Brezžičnega interneta, na katerega smo tako zelo navezani, pa namenoma niso priklopili. Ko se odločijo za oddih na Pokljuki, želijo biti tukaj zares v stiku z naravo in se dobro spočiti od hitrega tempa življenja, zato pa povezano s svetovnim spletom ni potrebna. Pravzaprav je moteča. Kakšna pa je kritina? Seveda kritina je skodlasta. Na Pokljuki so skodle še posebej pomembna kritina, vendar moramo priznati, da je pa vseeno kar nekaj objektov, ki so pokriti z bistveno drugačno kritino. Ko smo prekrivali streho, smo iskali lokalne mojstre. Streho smo prekrivali približno 7-8 let nazaj, preden smo obnavljali druge dele objekta. No in v tistem času, žal, na Bohinjskem in na Blejskem ni bilo nekega aktivnega skodlarskega mojstra. Veliko lokalcev zna tukaj popravljati strehe, izdelovati strehe, vendar njihovo glavno priporočilo je bilo, da damo na objekt deske. Vsi pa vemo, da takšne deske zdržijo 5, morda 10 let. Potem smo slučajno na televiziji Slovenija gledali vdajo o specifičnih mojstrih iz Slovenije, ki ohranjajo kulturno in naravno dediščino, in med njimi je bil starejši mojster iz Koroške, ki živi pod Peco na Koroškem. Jaz sem ga s kolegom obiskal. Gospod je enostavno fascinanten, skodle je izdeloval na stari način, torej zelo pomembno je, kdaj se les seka, zelo pomembno je, da na strehi so skodle, ki so skupaj rasle v drevesu. Zelo pomembno je... Zaradi česa je to pomembno? Zato, ker se streha potem razteza in krči, in les, ki se je že raztezal in krčil v preteklosti na drevesu, se bolje razteza in krči na sami strehi. To deluje potem sinhrono. Tako. Celotne strehe. Skupaj diha, in to se je tudi zdaj po 8 letih, ko že imamo to streho, izkazalo, da dejansko drži. Pri prenovi je bilo predvsem zaradi majhne kvadrature največji izziv stopnišče, ki vodi v zgornje nadstropje. Tudi tukaj je na pomoč priskočil domači mojster, praktik, ki je v objektu vse do milimetra natančno izmeril in predlagal tako imenovano račje stopnišče. Poleti se objekt kaže v rahlo drugačni luči. Pokljuka je praktično pašnik in polno je krav v okolici. V zadnjem času imamo tako imenovane pametnejše krave, ki same znajo odpirati ograde in z velikim veseljem pojejo tudi travo na bolj zaprtih delih Pokljuke. Tako da s kravami imamo veliko zabave tu. Ja. Pa upamo, da nam jurčkov ne pohrustajo.